Da avto opišemo kot vsestranskega, je običajno kar preveč ohlapen opis. Ampak Mercedesa GLB res težko opišemo kako drugače, saj je nabor njegovih namembnosti in kvalitet zelo širok. Zdaj pa je ta model postal še bolj vsestranski, tudi na področju pogonov. Dobil je namreč tudi električni pogon in se v skladu s poimenovanjem Mercedesovih električnih vozil preimenoval v EQB. Še preden si ga pogledamo od blizu, pa kot ponavadi hiter opomnik. Naročite se na naš YouTube kanal in ostanite na tekočem z vsemi domačimi premierami vozil. Najlažje ga prepoznamo po značilni EQ motorni maski, ki je seveda zaprta, zaradi tega, ker za električne avtomobile ne rabimo hlajenja. Drugačen je tudi spodnji del prednjega odbijača z aerodinamičnimi dodatki, ki pomagajo zračen tok speljati ob vozilo. Električni pogon EQB-ja je torej dodatek v ponudbo k bencinskim in dizelskim pogonom. EQB je namreč razvit na platformi, ki si jo deli s tema vrstama pogona, ne pa na lastni popolnoma električni. No, kakšne so glavne značilnosti njegove električne arhitekture? EQB je na voljo v 3 različicah. Osnovna EQB 250 ima sprednji pogon, sprednji imamo sinhron elektromotor, po novem, ki razvije do 140 kW moči in ima električnega dosega do 470 km. Zmogljivejši različici Fairmatic, se pravi 300 Fairmatic in 350 Fairmatic, imata spredaj asinhron elektromotor in zadaj sinhron elektromotor, njen doseg je pa do 420 km. Sinhron elektromotor so dali v EQB in dobil ga je tudi EQA 250, zaradi tega, ker je bolj učinkovit pri svojem delovanju kot asinhron. Je sicer malenkost dražji, kar se tiče uporabljenih materialov in same proizvodnje, ampak je pridobitev, kar se tiče električnega dosega v kombinaciji z spremenjenim softverjem, toliko boljša. Naprimer EQA 250 z takim tipom motorja in optimiziranim softverjem dobi dobrih 65 km dodatnega dosega, kar je pri teh razdaljah seveda zelo pomembno. Ne glede na različico imamo 66,5 kWh veliko baterijo, to govorimo o uporabni kapaciteti, in seveda avto je opremljen z AC polnjenjem do 11 kW in DC polnjenjem do 100 kW. Verjetno kar glavna značilnost EQB-ja oziroma GLB-ja je kar njegova prostornost. To je namreč lahko tudi 7-sedežnik in s tem je ta avto lahko vsaj zasilno prijazen tudi za tiste družine, ki imajo več potrebe po prostoru. Kar se tiče prostornosti zadnje klopi, je primerljiva kot pri GLB-ju, edina opazna razlika je to, da se sedi 2 cm višje zaradi baterijskega sklopa, ki je pod potniško kabino. Kakšno so torej pričakovanja Mercedesa za ta model v Sloveniji? Tako kot je GLB najbolj družinski model na osebnem programu, je ta na električnem programu. Zanj se bojo odločali tako pač družinski kupci, ljudje z aktivnim življenjskim slogom, tisti, ki rabijo 7 sedežev. Res pa je, da se odločajo ljudje za 7-sedežne različice v manjšem procentu, večinoma so 5-sedežni. EQB-ja bomo seveda v naši ekipi popeljali tudi na test. No, še prej pa vam ponujamo Mercedesa, ki je kot električni model razvit že od samega začetka. In to je paradni konj EQS. Njegova predstavitev se nahaja le klik stran.